ena stvar oziroma eno recimo orodje, ali pa ena tehnika, kakorkoli že temu rečemo, ki je uporabna velikrat in pri video editiranju in ko delate recimo s Canvo, PowerPointom ali karkoli od tega, so plasti oziroma layerji. Namreč včasih recimo, in ista filozofija se pojavlja tudi pri recimo videih, ko delamo, ne, pa lepimo recimo na našo sliko nekaj drugega, potem pa tistega drugega ne vidimo. Recimo tukaj imam jaz recimo en napis, pač nek tekst in tega teksta recimo mogoče ne vidimo. Vemo, da smo ga prilepali, to se nam zlasti v videu, se nam to zelo rado zgodi, da mi vemo, da je zadeva tam, pa je ne vidimo, ne. In bom pokazala filozofijo, v bistvu enaka tudi pri Canvi, PowerPointu, kjerkoli, skratka, imamo tako imenovane layerje oziroma v plasti, kar pomeni, če jaz tukaj kliknem na tole sliko, rečem plast in če si tukaj v Canvi uporabim prikaži plasti, mi bo kar pokazal, ne, to si lahko predstavljate tako kot ene nalepke. To se pravi, moja prva nalepka oziroma tole je moja podlaga, potem imam pa na tej podlagi nalepko z napisom Huge Sale, to se pravi tale tekst, in pa potem imam eno nalepko na vrhu te, kjer je pa fotografija, ne. In zdaj, če jaz hočem imeti nalepko s tekstom zgoraj, moram v bistvu samo te dve nalepki premakniti in zamenjati. Ne? In na isti princip v bistvu deluje tudi layering recimo v videosnemalnikih oziroma vsaj v snemalniku, s katerim delamo, oziroma v večini, no. Ko delamo recimo, ko lepimo na canvas oziroma na neko podlago naše, recimo, ne vem, pa je najprej naš video, pa potem damo gor tekst prilepimo, pa prilepimo mogoče še kakšno fotografijo ali pa dodaten video čez, na isti princip, torej imamo tako imenovane layerje in kadar česar ne vidimo, se dajmo samo vprašati, če vemo, da je tam, je treba mogoče samo pokukati pod layerje in te nalepke malo premakniti v tem zaporedju, torej teh nalepk.